Prišli so z vseh koncev Slovenije, nekateri prvič, drugi pa se že več let udeležujejo tega edinstvenega pohoda. Ob prigrizku in kozarcu sosedskega vina so prisluhnili krajšemu kulturnemu sporedu in zaploskali besedam predsednika sosedske Zidanice. Naj vam povedam, da ne bom slučajno pozabil kot zanimivost, vi ste prvi, ki boste to čuli, da je čisto na friško par danov nazaj sprijeto, da bo prišla sosedska Drašiči na seznam evropske kulturne dediščine. Iz Slovenije je bil doslej na seznamu evropske kulturne dediščine le Škofjeloški pasijon, poslej pa bo tudi sosedska Drašiči, kar je veliko priznanje za tamkajšnje krajane. Kar je zanimivost, včasih je bilo po Beli krajini 47 takih bank, zdaj smo pa mi na Božakovi še edine dve, ker so žive. Drašiška beleži vedno več obiskovalcev in tudi pohodnikov, ki so se tokrat z mošnjički okrog vratu odpravili na dobrih 11 km dolgo krožno pot med vinogradi, na katerih je čakalo 7 postojank. Prva pred Prusovo Zidanico, kjer so jim v pokušino ponudili 4 vrste njihovih vin. Pohodniki so se hitro sprostili in navdušeno hvalili. Kakšno je vino? Ja, vrhunsko. Vino je odlično, vrhunska kvaliteta, odlično. Po pokušnji vin in ogledu Zidanice so pohodniki hiteli naprej, vedoč, da jih kmalu čakajo nova postojanka in druga vina. Za 11-kilometrsko pot med vinogradi in Zidanicami so mnogi porabili tudi 7 ur. Drašiški vinogradniki namreč ne skoparijo s svojimi vini, saj vedo, da je pohod po poteh sosedske Zidanice odlična promocija njihovih vin in belokranjske gostoljubnosti.